Easy come, easy go. A bo to tudi pri zobeh? Zobozdravnica Barbara Škrl, predsednica odbora za zobozdravstvo. Država skozi govori, kako bo skrajšala čakalne dobe, v resnici jih pa sama umetno zelo nam povečuje. Je na pogovor o zobozdravstvenem sistemu v Sloveniji povabila asistentko Romano Mance Kristan, specialistko paradontologije in predstojnico v zdravstvenem domu Maribor. V resnici je najlepše, ko ti pacient reče, kako je fajn k vam prideti, me končno ni več strah. Mojco Poličar, koncesionarko, ki je zaradi nevzdržnih zahtev ZZZS-ja koncesijo letos odpovedala. Verjetno bi to naredila že prej, pa mi je skozi hudo, kaj se je zgodilo s pacienti. In Sergeja Olujiča, zasebnega zobozdravnika s koncesijo. Prosto nas je, ki se zjokal, ki končno se lahko nasmejo, ki končno lahko jedo. Zobozdravniki z dolgoletno prakso o izzivih v zobozdravstvu. Že tako in tako pacienti toliko časa čakajo, zdaj bojo čakali še dlje časa. Ta odnos zavarovalnice ZZZS-ja do nas, jaz mi rečem, da izvajajo mobbing nad nami. Ne moreš ti sred maja ali na začetku maja določati ceno za 1. julij. To je neresno, neprofesionalno. Ne? Da se mi vsi bojimo, da 1.7. bo katastrofa. Kajti država obljublja vse. Vemo, budžet je omejen, ampak oni obljubljajo vse. V težavah, ki jih prinašajo slabo premišljene spremembe, Ogromno enega časa gre za to, da smo posredniki, da smo sporočevalci. Postavljeni smo v neko pozicijo kot nekega mediatorja med zavarovalnicom in pacientom. In rešitvah, ki so tu, a je zanje treba imeti voljo in pogum. Ker zdaj se cela revolucija dogaja v zobozdravstvu. Zobozdravstvo 20 let nazaj pa sedaj je čist drugi poklic. Vrline, s katerimi smo prišli do tega poklica, vztrajnost, spoštljivost, nas bojo pripeljale tudi naprej. Lep pozdrav. Moje ime je Barbara Škrl, sem zobozdravnica, predsednica odbora za zobozdravstvo pri Zdravniški zbornici Slovenije. Današnja tema pogovora so izzivi, s katerimi se sooča slovensko zobozdravstvo. Z menoj so trije sogovorniki, Mojca, Romana, Sergej, kolegi z večletno prakso. Dobrodošli. Hvala. Živjo. Najprej bi prosila, če vsak o sebi pove, zakaj se je odločil biti zobozdravnik in koliko časa že opravljate ta poklic. Jaz, če začnem, sem verjetno najmlajši, imam najmanj dobe, slabih 20 let. Jaz sem se v bistvu odločala, ker sem imela doma zgled zobozdravnice in zdravnika in sem se odločila, da jaz pa hočem biti tudi mamica in imeti družino in čas za družino in da je to pol boljš, da sem zobozdravnica. In mi res ni bilo žal do letos jesen. Romana? Jaz sem pa zobozdravnica od leta 2001. Odločila sem se med medicino in arhitekturo, pristala sem na stomatologiji, danes mi ni žal, sploh pa od leta 2006, odkar sem specialistka parodontologije, v resnici res ena taka moja življenjska želja. Tako da opravljam to delo v resnici že 24 let. Od lani sem pa tudi predstojnica v zdravstvenem domu v Mariboru in to je to. Sergej? Ja, pri meni ni bilo dvoma. Nisem sam vedel, da bom splošni zdravnik, kirurg ali pa zobozdravnik, tako da sem začel študirati splošno medicino, vendar sem se nekje na pol poti odločil za stomatologijo, tudi končal in od leta 2002 sem aktivni zobozdravnik. Zelo sem ponosen na to, da sem del tega javnega sistema, tako da sem kariero začel v javnem zavodu. Prav tako sem veliko sodeloval po raznih misijah, delal sem v Afriki, tudi ko že študent sem bil del enega projekta v Burmi. Nekje po 7 letih dela v javnem zavodu zdravstveni dom Vič oziroma zdravstveni dom Rudnik sem na področju četrtne skupnosti Golovec dobil koncesijo in zdaj dobrih 15 let izvajam zobozdravstvo za odrasle na tem področju. In zdaj smo tu. Zdaj smo tu.
Zobozdravstvo v Sloveniji je trenutno na prelomnici. Vprašanje je, ali bomo uspeli ohraniti javno zobozdravstvo ali bo to razpadlo. Raziskava Svetovne zdravstvene organizacije je pokazala, da danes le 10% prebivalcev Slovenije ima pri 80 letih 20 zob. Zaradi nerealnih cen, nemogočih pogojev dela, administrativne obremenitve, finančnih nadzorov in kazni, zobozdravniki odhajajo iz javnega sistema. V zadnjih 20 letih se je število zobozdravnikov v zasebnem sektorju brez koncesije skoraj 4-krat povečalo. Iz 108 v letu 2001 na kar 429 v letu 2024. Vemo, da je bil sprejet zakon o zdravstveni dejavnosti, zakon o kakovosti, govorimo o digitalizaciji. Eden ključnih trenutkov za nas zobozdravnike pa je bil sprejet pravilnik obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki za nas izvajalce prinaša številne spremembe na področju bele zalivke in protetike. Moji sogovorniki, tako kot jaz, izhajamo iz različnega delovnega okolja. Romana, ti si predstojnica v zdravstvenem domu Maribor. Sergej, zasebnik s koncesijo. Mojca, ti si bila koncesionarka, ki si letos koncesijo vrnila. Tudi jaz osebno sem koncesionarka. Zaradi tega bi vse vas na začetku najprej vprašala, s kakšnimi izzivi se soočate vsak dan v svoji ordinaciji ob sprejetju vseh teh sprememb v zobozdravstvu v zadnjem letu? Romana, kot zdravstveni dom, javni zavod. Ja, mi imamo po mojem, tako kot vsi javni zavodi, podobne težave. Torej, relativno težko dobimo zaposlene. Mladi se mogoče tudi na začetku odločijo, potem odhajajo. Poleg vseh izzivov, ki jih imamo, od javnih razpisov do administracije in tako dalje, je zagotovo pri nas največja težava, da ne moremo nagraditi tiste, kateri so pridni, ne moremo kaznovati tiste, kateri ne delajo dovolj. Tako da je pri mladih predvsem, po moje, to največja težava. Torej, kako jih plačati, kako jim dati ustrezno plačilo. Sergej, začel si v zdravstvenem domu, zdaj si koncesionar. Spremembe so se ful zgodile v vsem tem času. Kaj ti skr tebe je največji izziv v vsakodnevni praksi? Jaz spomnim se, ko sem začel koncesionarsko kariero 15 let nazaj, ko sem, jaz bi rekel, bil navdušen nad tem, da sam izbiram svoje sodelavce, da sam izbiram zobotehnični laboratorij, asistentko, da sam lahko izbiram materiale, s katerimi bo delal, da tudi sam nekako prevzamem to odgovornost nase, ker v javnem zavodu te možnosti ni bilo, ne. In 15 let nazaj, ko se spomnim tega entuzijastičnega fanta, ne, in ko sem razmišljal samo o stroki, o materialih, o načinu, kako postopati, kako reagirati, kako pacientu pomagati, zdaj po 15 letih sigurno tretjino, mogoče slabo polovico časa se samo posvečam raznim aktom, podaktom, pravilnikom, od zavarovalnice, administraciji, digitalizaciji, stroškom. Enostavno po 15 letih, ko se je tudi ta posel nekako razširil, povečal, ko smo nekako tudi na tem področju, ki je bilo podhranjeno, zobozdravniki blazno zrastel, soočamo se z enim momentom, ko imaš poln kufer vsega, ko imaš počasi dost bitke z nekimi mlini, ki meljejo in se sploh ne odzivajo na naše težave, ne poslušajo in direktno potiskajo vsako zobozdravstveno ordinacijo v težave. In to se ne neha in tudi to je en od razlogov, zakaj sem se aktivno vključil v delo Zdravniške zbornice Slovenije, tudi v delo sindikata zobozdravnikov DENS. Nisem to naredil iz neke potrebe, ampak iz neke nuje, ker vidim, da se nahajamo v prelomnem momentu, kjer se stvari lomijo in se lahko obrnejo na zelo negativno, predvsem za paciente. Mojca, najbolj stočnica, Sergej je rekel, bijemo bitko z mlini. Ti si bila koncesionarka, si v letošnjem letu se odločila, da vrneš nazaj. Kaj je botrovalo k temu? Ja, jaz v bistvu sem še koncesionarka v odpovednem roku. Imam
zelo dolg odpovedni rok, tako da v bistvu še do konca leta skoraj vse to aktivno zaspremljati in sodelovati. Meni se je nabiral to, ta odnos zavarovalnice ZZZS-ja do nas. Jaz mi rečem, da izvajajo mobbing nad nami, a ne. Oni nam določajo, kdaj moramo delati, kako moramo delati, za kakšen denar moramo delati. Na srečo imamo pa kot koncesionarji to možnost, da si vseeno malo sami brez javnih razpisov zbiramo material pa sodelavce. Pol je pa prišlo to s novim modelom financiranja v zobozdravstvu, pa začeli so se poostreni nadzori ZZZS-ja, da se jaz sicer strinjam, da nadzor nekako more biti, ampak to, kar so pa začeli delati, je pa tako grdo do nas zobozdravnikov, da sem hotela čim prej ven iz tega ponižujočega sistema. Verjetno bi to naredila že prej, pa mi je skozi hudo, kaj se je zgodilo s pacienti. Toliko let so imeli tako dobro oskrbo pri nas, a zdaj bo ta koncesija šla v zdravstven dom, pa bo njihova oskrba padla, ker vem, s kolegicami dobro sodelujemo in vem, da nimajo takih možnosti, kot v naši ordinaciji. Ampak enkrat sem se mogla odločiti in to je bila pika na i, no. Financiranje in nadzori. Pa ne bo to nam iztočnica. Vsi smo iz različnih sistemov. Javni zavod, koncesionarka na odhodu. Vsi se soočamo z enakimi težavami. In sicer z našo zavarovalnico. Zakoni. V bistvu s temi svojimi zakoni na nek način nas hočejo ločati, ampak efekt so ravno drugačen dosegali. Zaradi teh zakonov, pravilnika obveznega zdravstvenega zavarovanja, sem jaz vesela, ker zobozdravniki ne glede na statuse končno povezujemo. In to smo pokazali tudi s svojimi aktivnostmi, ki smo jih začeli z Belo zalivko, pa bi jaz kar tukaj najprej prosila Romana tebe. Res je, da koncesionarji smo bili tisti prvi, oziroma bom rekla zbornica, v sodelovanju z Densom in tle bom rekla hvala že prejšnji ekipi Krunotu, ki je naprej gledal in smo začeli delati izračune za Belo zalivko. Zakaj, Romana, pri izračunih, ki smo jih mi delali, ste se vi razlikovali od nas, čeprav smo v istem sistemu? Torej, ko ste videli vaše izračune ven, so se meni zdele te številke grozno visoke. In smo se odločili kot javni zavod, da naredimo naše izračune. Izhajali smo iz nekih vaših postavk, vemo pa v resnici, da se pač razlikujemo, torej ne toliko v cenah materiala, tukaj po moje kar podobno, tudi po moje v aparaturah, da ni nekih takih bistvenih razlik. Tista razlika, katera je med vami in nami, da mi načeloma nimamo najemnin, in pa da smo res pri nas izhajali iz realnih stroškov večjega števila ambulant. Pomeni, da smo res pogledali vse stroške elektrike, vode, snažilk, sterilizacije, vse, kar smo imeli pač v enem letu, da smo res mogoče dobili ene realne rezultate. In jaz sem bila v resnici zelo presenečena, pa po moje marsikdo med nami, da so bile te številke res visoke. So se razlikovale od vaših, tako da sklepamo, da so razlike točno v tem. Vi mogoče nimate nekega večjega aparata, kar se tiče administrativnega, ne vem, tistih, ki izračunajo plače, statistiko in tako dalje. Imate najemnine, še vedno so bile pa številke bistveno višje, kot jih je takrat prvič predlagala zavarovalnica. Tudi mi, zobozdravniki, tudi jaz sem sodelovala v tej skupini, ko smo delali prve izračune. Jaz priznam, da tudi jaz sem bila šokirana. Predvsem sem bila šokirana, ko sem videla, koliko enega denarja mi vložimo v našo opremo, v naše znanje in na koncu ni cenjeno. Sergej kot predstavnik Densa, med drugim, a lahko malo več nam razložiš dejansko, tudi za ostale,
kaj vse vsebuje, katere elemente cena ene bele zalivke? Evo, tukaj imam tabelo. Moram še to povedati, da v bistvu izračuni javnih zavodov in izračuni koncesionarjev niso bistveno različni. Se pravi, to je nekih mogoče 10-15% razlike v izračunu, tako da nekako smo prišli skup s to ceno, kaj dejansko se dogaja. Ne? In sicer, seveda, tukaj je cena kadra. Cena kadra vemo, da gre gor iz leta v leto, medicinske asistentke, zobne asistentke, zobozdravnika, potem imamo seveda materialni stroški, sami mali te delovni materialni stroški, potem vsekakor ne moremo pozabiti obratovalne stroške, elektrika, voda, podobno, amortizacija, nakup nove opreme. Te opreme je vedno več in več, ne, razen samega stola. To je zadnji, to ljudje ne vejo, zadnji so sesalne enote, kompresorji, sterilizatorji, hladilniki, zdaj so bili še laserji, zdaj so še skeneri. To je pač iz leta v leto je več opreme potrebno. Pa je pa še laboratorij, s katerim sodeluješ, kar rabi spet svoje skenerje, svojo opremo. In tako smo prišli do te cifre, ker smo šli točko po točko, ne. Kaj sem jaz šokiran v celi tej zgodbi je, ker smo šli malo skozi to dokumentacijo, tudi glede in te pogodbe z ZZS-em, kaj mene blazno šokiralo, je to, da je nam ZZS odmeril in določil stroške v višini, da se nam čisto zmotil, ampak nekih 400-800 tisoč evrov na leto. Po naših izračunih je ta strošek, če se ne motim, 39 tisoč. Pa lahko bi bilo še višje, ker to je še, po moje, imate, veste, recimo zdaj danes se pošiljajo SMS-i pacientom. Danes ti komuniciraš veliko preko mailov. Se pravi, če se mene vpraša, bi ti naši stroški so dejansko še višji. Računalniki, ekrani, vzdrževanje računalniške opreme. Tako da to je pač zobozdravstvo danes in 20 let nazaj ni več ista zadeva. Ti danes moraš pacienta, sploh če naročen, čez 3-4 mesece opozoriti z SMS-om, ne, oziroma obvestiti. Ne. In šokantno je, ko smo mi zavarovancev vprašali, kako komentirate, da je naša cena 4700 celotnih amortizacijskih stroškov v enem letu, recimo cena kliničnega psihologa je pa nekih 600-700 evrov manj. Se pravi, klinični psiholog rab svinčnik, mogoče laptop in papir, kaj pa vse mi rabimo, sem ravno kar naštel. Njihov odgovor je bilo, da je to tako napisano v zakonu. In enostavno način komunikacije je res nesramen, jaz bi celo rekel rahlo sramoten. In mnogi zobozdravniki se niso upali spregovoriti ravno zaradi tega, kar je kolegica omenjala, zaradi njihovih nadzornih zobozdravnikov, ki izhajajo iz nekih paragrafov, parametrov, iz nekih nejasno napisanih navodil. Tudi imamo podatke z terena, da vsak nadzorni zobozdravnik malo po svoje izvaja. Navodila so nejasna, včasih težko se razumevajoča, težko interpretiraš na pravilen način. In mnogi zobozdravniki so se bali izpostaviti zaradi tega, ker so se bali nadzorov. Ampak zdaj situacija postala tako kritična, cene, ki so v začetku z zastavo so bile tako nizke, da smo prišli do momenta, ker smo se zaenotili in mi, in javni zavodi, in praktično vsi zobozdravniki v Sloveniji, da enostavno je tudi zavarovalnica počasi se zaveda, da to tako ne gre naprej. Tako da vse to je pripeljalo do situacije, kateri smo danes in ki se še vedno razpleta. Res je, problem je, da zavarovalnica na vseh teh pogajanjih, oziroma na splošno, vsak reče, pa sej za eno zalivko pa res ne rabite 45 minut. Mojca, kaj vse zajema ena zalivka? Ja, najprej je že ta administrativni del naročanja pacienta, ne, pa prenaročanja, pa on takrat ne more, ker ima jogo ali pa astrološki krožek, pa asistentka more poklicati druga, da zamena. Mislim, to je že ta korak je zelo obsežen in veliko časa asistentki vzame. Potem je, ko končno skomuniciramo, jaz si za pacienta vzamem čas tudi v smislu enega, malo tako, da ga pozdravim, se pogovorim z njim, ali kako ste, nekako je to en del tistega sproščanja, bom rekla, ker je za vsakega pacienta obisk zobozdravnika stresen in če ga ti lepo sprejmeš, lepo pozdraviš, je to veliko lažje.
To so ene take stvari, ki jih nikjer niso vrednotene, a ne. Je pa zelo pomemben del, pa nas tudi na faksu niso učili o tem, ampak mislim, da nas velika večina to se zaveda in obvlada. Pol so pa vsi in materiali in svedri, in to se spomnim ene kolegice iz zdravstvenega doma. Ona je zaradi javnega naročila ni dočakala novih svedrov. Pa pacienta bolj boli, bolj počasi delaš, vse je slabše, če že svedrov nimaš v redu, a ne. Potem je sama izdelava zalivke. Zdaj, absolutna osušitev, ki je zelo dobrodošla. Kako bomo v tem času, ki ga imamo v merilih zavarovalnice na voljo, vse to naredili? Še kofrdam, pa mislim, tudi jaz priznam, da ko delam v koncesijsko ambulanto, tudi pomislim ne, da bi dala kofrdam za zalivko. Zato, ker je ni, mislim. Zdaj, parkrat sem ga že, ker so bile res izjemne situacije, ampak drugače pa to smo se na žalost vsi zobozdravniki tudi tako navadili delati hitro, zato da boš to naredil, da boš mu toliko pa toliko norme moraš narediti, zato da bo narejen, da boš dobil vsaj toliko plačan, a ne, pa še to je podplačano. Kje smo zdaj, šele pri koferdamu? V glavnem 45 minut za eno tako normalno veliko zalivko ni čisto nič preveč. Zato, da vse lepo narediš, da se po porcijah daje material noter, da je res strokovno, kvalitetno, varno narejeno, je treba čas. Romana, jaz sem prepričana, da z vsem tem napredkom zdaj tudi zdravstveni domovi, let kadrov in prihaja, vem, da se trudite, da bi ga obdržali, ne? To se pravi, tudi vi zdaj nudite kofrdam, vse te stvari. To se pravi, tudi vi potrebujete ta čas. A je bil to razlog tudi, da ste vi tudi prišli do toliko visokih cen, da dejansko tudi probate omogočati mladim zobozdravnikom, da lahko sledijo doktrini? Prvič, kar je, da je v resnici ta mlada generacija tista, katera poudarja res to kvaliteto dela, si želijo delati kvalitetno in pogosto že v preteklosti so opozarjali v principu, da so jim normativi previsoki, da si želijo res vzeti čas za to, da zadeve naredijo kvalitetno in vsi vemo, ne, koncesionarji, zasebniki, vsi greste v neko modernizacijo in da je cilj tudi zdravstvenega doma. V principu, da gremo v modernizacijo, da nudimo nove materiale, nove naprave, s tem seveda lahko pač obdržimo tudi kader, ki želi delati kvalitetno. Vsi pa vemo, da vse te nove stvari stanejo, predvsem pa je čas, ki ga moramo vložiti, da to znanje dobimo, da dosežemo neko kvaliteto, tisto, kar nihče ne vzame v obzir. Tako kot je že Mojca rekla, težava je že v tem, da nobeden ne pogleda, ko pacienta sprejmeš, koliko svojega časa moraš vložiti to, da ga sprostiš, da se z njim pogovoriš in seveda, da dobiš tudi novo znanje glede materialov in tako dalje. No? Tako da jaz mislim, da je čas tisto, kar potrebujemo in se ne upošteva tega v normativu in so normativi absolutno previsoki, sploh v splošnem zobozdravstvu. Jaz bi tle rada še eno stvar poudarila, ne. Zdaj vsi vemo, da slovensko zobozdravstvo v takem nivoju, ki ga imamo, v taki kvaliteti, je zaradi doplačil in samoplačniških storitev. Zdaj, bela zalivka vemo, da bo stopila v veljavo pri odrasli populaciji v naslednjem letu, pri študentih do 26. leta je bilo že letos. Večji problem, izziv za slovensko zobozdravstvo in obstoj je 1.7. To je protetika. Doplačil ne bo več, cena ni ovrednotena, delo, material ni ovrednoten, še manj naši stroji, hkrati imamo pa noter še tehnika. Zavarovalnica vemo, da je izjavila, da za tehnika se moramo mi spogoditi, kajti oni kupijo izdelek, za katerega bomo odgovarjali mi zobozdravniki. Izziv pred nami je velik. 30.6.
imamo pacienta, mu naredimo protetiko, so doplačila. Ta isti pacient 1.7. ne bo imel doplačil. Kako se soočate s to težavo danes, pa vsak dan bo do 1.7. večjega? Kako pacientu razložite v ordinaciji, oziroma mu boste razložili, zakaj 30.6. je mogel plačati, 1.7. pa ne? Sergej, ti si koncesionar. Dobro vprašanje. Ja, v bistvu zavarovalnica to, kar ponuja pacientu, ponuja nek osnovni, manj kvaliteten izdelek, tudi s temi cenami, ki jih ponuja. Se pravi, jaz kot 20-leten človek, 20 let dela v praksi, imamo že, tako kot je rekla kolegica, že intimne družinske odnose s pacienti in pač nekako jim razložiš, kaj nudijo, kaj ti nudiš, kaj si ti želiš. Tako da dejansko je to nek proces, ki ponovno moraš to zaupanje vate v tvoje sposobnosti obuditi in v tvoje nasvete. Problem v celi zgodbi je to, da pač pri nas se stvari rešujejo ad hoc, zavarovalnica to nekaj se odloči, nima nobenih izračunov za razliko od nas, nima to nekako, jaz ne vem, kaj delajo, surfajo po internetu, zaprejo se gor v neke svoje sobane, 3-4 ljudje in odločajo se usodi celotnega zobozdravstva in potem to mi moramo požreti. In zdaj nekako en mesec ali koliko, mesec pa pol, preden bojo to uveljavili, smo nekako prišli približno do nekih njihovih cen. In zdaj je zdaj proces, ki samo pri sebi razmišljaš, kako pa kaj boš to uveljavil. Tako da moj odgovor je, lažje je mogoče zobozdravnikom, ki smo že več kot 20 let v tem poslu in ki imamo res cele družine, kakor nek začetnik. Jaz mislim, da nek začetnik je čisto izgubljen. Prvič ne more doseči norme, to ni nobene šanse. Potem mora na novo vzpostaviti komunikacijo s pacientom in mu razložiti, kaj zavarovalnica govori, da se ponuja, kaj je to v resnici. In nekako, jaz ne vem, biti začetnik danes, zobozdravnik in začetnik v svojo prakso preko zavarovalnice je v bistvu zelo težko. Tako da, kaj ne rečem, bomo videli, vsi malo razmišljamo, se spogledujemo s tem, da bi koncesijo vrnili. Dali se bomo še nekaj časa, da vidimo, kaj se bo zgodilo, kaj se bomo spogajali, pa naprej. Ampak Romana, Sergej je rekel, vemo, je koncesionar že dolgo leta, ima družine, ampak v zdravstvenih domovih je pa vse to malo drugače. Ne? In vemo, da zdaj standard bo postala metal-keramika. In tudi ni indikacija posod za slojen cirkonij. In isto vprašanje, kakšen stres prihaja zobozdravniki, oziroma jaz bom še drugače vprašala, kaj je vodstvo, ali je dobilo kakšno navodilo od zavarovalnice? Ko vemo, da je že zdaj psihični pritisk na zobozdravnike zaradi dolgih čakalnih dob, kaj bo šele zdaj, ko bo nekdo 30.6. plačal, ali pa če 25.6., pa tudi če 20.6. In bo vedel, da 1.7. mu za to isto storitev ne bi bilo potrebno nič plačati. Kajti država obljublja vse. Vemo, budžet je omejen, ampak oni obljubljajo vse. Ampak stiska je zdaj v zobozdravnikih. Kakšne navodila te dali? Stiska je zdaj trenutno že največja zaradi tega, ker se marsikateri pacient premisli, kar pomeni, da tudi zdaj je težava normativ dosegati, neko protetične izdelke ustavljati, kar pomeni, da se mi vsi bojimo, da 1.7. bo katastrofa, ker bojo pacienti takrat pričakovali, da se jim vse naredi. Zdaj bi jim že nekaj do takrat lahko naredili, pa pravim, večina pacientov se zdaj premislili in bojo pač počakali na ta 1.7. Tisto, kar zagotovo koncesionarji se s tem izzivom ne boste soočali, se pa mi bomo soočali, ker do zdaj smo pač imeli vsaj neko opcijo, da smo stimulirali zobozdravnike, da so dobili pač tudi neko doplačilo iz tega, zdaj pač nimamo več v rokah nekega orodja, kako stimulirati v resnici zaposlene, da bojo ponujali neko drugo, boljšo stvar mogoče pacientu.
Ali pričakujete kakšno večje verbalno nasilje pacientov nad zobozdravniki? Se vemo, da to se že danes dogaja za mnogo manjše stvari. Pa za dan, ko čakajo ali pa pridejo prepozen. Ja, to je zdaj tisto, kar smo rekli, ne? Da že tako in tako pacienti toliko časa čakajo, zdaj bojo čakali še dlje časa. Tako da v resnici pravim, zdaj se pogosto že zobozdravniki odločajo, zdaj v tem trenutku pa rečejo, počakajte, boste videli, kaj bo pa s 1.7., ko vam bojo stvari pripadale. V resnici čakamo ta 1.7., no. Pacienti imajo zelo pogosto tudi mogoče ena napačna pričakovanja, zaradi tega, ker so načeloma to, kar jim povejo, mogoče oni tudi informacije drugače sprejemajo. Najbolj se v resnici bojimo tega, kar se zelo poudarja, da se bo stroka odločala, kakšen protetični, oziroma ali bo imel pacient cirkon, ali bo imel torej kovinsko porcelansko prevleko, in da se bomo mi morali pogovarjati s pacienti, kaj je za njih smiselno ali pa ne, ker bi vsi imeli seveda cirkon prevleko, zdaj boš pa ti moral v resnici indikacijo razložiti, zakaj pa ne, pa bo on vedel, da njemu to pripada. Tega se v resnici pri nas najbolj bojimo. Kako se odločati, kako pacienta prepričati, ne vem, če imaš še vedno fasetirane prevleke v spodnji čeljusti, katere so še vedno v trajnostni dobi, da pa ni fajn, da ima cirkon v nasprotni čeljusti. Mislim, da se bomo s tem v resnici največ ukvarjali zdaj, da bomo mi paciente prepričevali, kaj je stroka. Mojca, ti zaključuješ, kako to pri tebi izgleda? Pri nas tudi zdaj odpovedujejo protetko oziroma z nekaj. Najprej je bil problem začetek leta, ker smo zelo dolgo čakali na potrjene predloge. In ko smo po 2 mesecih končno dobili potrjene predloge, ker jih je bilo treba po 2-krat, 3-krat poslati nazaj, je bil že tak datum, da sem jaz rekla, ne, pacienta moramo vprašati. Ker če bo on vedel, da sem mu jaz cementirala 30. maja, čez 1 mesec pa lahko bi brez doplačila, jaz se ne grem tega, da bojo pol prišli se dreti name, pa zakaj, pa ne jim vrnem, pa ne vem. Tako da mi smo jih letos protetke zelo malo do zdaj naredili, ker smo najprej čakali, pol so pa vsi zavrnili obravnavo protetično in bojo raje malo počakali. To je ena stvar. V bistvu lahko zaključimo, da država skozi govori, kako bo skrajšala čakalne dobe, v resnici jih pa sama umetno zelo nam povečuje. Pa to, no, mogoče, ko sta že oba omenila, ves čas smo mi zobozdravniki tisti, ki moramo razlagati. Ja. Ki moraš razlagati, zakaj je doplačilo za plombo, zakaj je do zdaj, kaj še je, pa za protetiko, pa zdaj moramo že razlagati, zakaj pa zavarovalnica misli, da ne bo, pa da mogoče to ni najbolj zaverjeti, da se bo res tako izšlo. Ogromno enega časa gre za to, da smo posredniki, da smo sporočevalci. Pišemo predloge. Pišemo predloge. To ni naša naloga. In to ni v času, to sploh ni uredno. To sploh ni nikjer uredno. Je naša naloga, da se mi borimo za pacientove pravice, naša naloga, da strokovno delamo svoje delo. In ko svoje delo strokovno delamo, tudi to svoje strokovno delo ovrednotimo in zavarovalnica je ta, ki se odloči, kjer delež dela in koliko bo pokrila. Ne? Mi nismo te, kar rabimo razlagati, zakaj želimo določen material in zakaj je to v interesu pacienta. Mislim, lahko pacientu povemo, seveda, normalno, ampak enostavno postavljeni smo v neko pozicijo kot nekega mediatorja med zavarovalnicom in pacientom. Zavarovalnica pa paciente zavaja. Pa saj jaz mislim, da je slabše. Dejansko, če gledamo samo belo zalivko, saj so nam že zdaj določili tudi doktrino. Poleg cene, da se kupijo čas, določijo doktrino. Za njih biomaterial je samo kompozit. Vemo, da imamo še glasjonamerni cement. In še kaj drugega. Širok pojem. Tudi kompozit je širok pojem. Bela zalivka, kaj si s tem povedal? Pacientu pripada avto. Ja. A boš ti uporabil 3D matrico?
A boš uporabil kofrdam, a boš uporabil, kjer material boš uporabil. Veste, na trgu je zdaj od enega paketa, ki stane 10 evrov, do paketa, ki stane 500 evrov. Ne vem, zatički so zdaj že ukrivljeni, prilagajajo se v obliki kanala. Zanj sem zavrnil cel paket, ker je pač predrag za koncesionarsko dejavnost. Ne. Ogromen novitet prihaja iz dneva v dan. In ti enostavno se soočaš s tem, da te sodobne materiale zelo težko vključiš v to ceno. In zdaj, če nam bojo določili ceno, ki je podcenjena, ti enostavno si v nekem strokovnem osebni stiski. Kje so izračuni? Mi imamo, pa ne govorimo samo o tej beli zalivki, to je cel kup enih storitev, ki pač so tako malo brez kakršnekoli podlage so podane. Ne. Tako da, in tudi, kar smo rekli, tako se pač ne dela, ne. Če želiš upeljati bolj sodobne materiale kot pravica za pacienta, ker vsi podpiramo, to je proces, ki se dogaja leto, dve, ki se dogaja v sodelovanju z zobozdravniki. Imamo strokovne, imamo RSK, imamo zdravniško zbornico, imamo sindikate, imamo vse, s katerimi se pogovorimo, spogajamo in določimo skupno dobro. Ne moreš ti sred maja ali na začetku maja določati ceno za 1. julij. To je neresno, neprofesionalno. Ne? To je res, ampak saj po eni strani pa ne moramo zanikati, ne, da se oni ne pogovarjajo z nami, saj mi, da so bile na večjih sestankih, Ja. predvsem v zadnjem času. Ok, zapiski sestankov so kakršni so, ne. Jaz bi predvsem tole imela za izhodišče naprej, zdaj, ko smo pri protetiki, predlogi, nadzori. Mi smo veliko vprašanj jim postavili, recimo ravno za proteze, primer je bil, ne? Vemo, da tako kot si omenil, imamo sete od 10 do 200 evrov, ne? Ampak njih ne zanima, kater set bomo dali noter. Ampak ni pa prav, da pacientu, ki si želi in ima to možnost, zakaj ne bi imel kvalitetnejše zobe v protezi. Pač nekomu to več pomeni kot drugemu. Zdaj, kako se zdaj soočiti s tem v vsakodnevni praksi in pacientu povedati, pacient si želi, ima pravico boljših zob, ti veš, da jih ne smeš dati, moraš naprej material napisati, kaj se boš razkiral, pa mi ukazal. Predloge pošiljaš po pošti. Ni To je itak, digitalizacija ni zlaufala. Čakaš na odgovor tedna. Dobili smo odgovor, da oni se zavedajo, da je digitalizacija pomembna, ampak nimajo še kadra. Zanimivo, nimajo kapacitet, mi moramo pa za vse imeti. Ja. Romana, kako boste vi vse zagotavljali? Vse kapacitete? Ves kadar. Vemo, da tukaj bele so zdaj težave. zalivke ste sami izračunali in predstavili, koliko več časa se potrebuje. Konkretno mislim, da to naredili, Ja. kako bojo vaši zobozdravniki vse to lahko izdelali? Spravim, še zdaj je normativ težava, pa vemo vsi, da so rabili za amalgamske plombe manj časa, ne? Zdaj bojo to vse delali, kompozitne plombe. Mislim, da so bili takrat naši izračuni, ne? Če bi zamenjali če bi vse kompozitne plombe, bi pomenile v resnici v primerjavi z amalgamskimi okrog 35 dni zraven. Če bi delali samo kompozitne plombe. Ja, ta celotna administracija in vse skupaj v principu predstavlja težavo. Mi bi danes pričakovali v obdobju digitalizacije, da se bodo stvari poenostavile. Jaz mislim, da marsikoga, ne samo v javnem, torej samo v zdravstvenem domu, ampak tudi v koncesijah, zmoti prav to. Da se vse več ukvarjamo z administracijo, z predlogi, kaj smo pravilno napisali, kaj nismo. Jaz mislim, da od vsak od nas zdravnikov poskuša delati res na maksimalno dobrem nivoju. Menim, da tudi namen od nobenega od nas ni karkoli narobe zapisati. In da se pogosto v resnici zobozdravniki več nočejo ukvarjati s tem. Kaj so narobe naredili? Mislim, da je že bilo izpostavljeno, da je pomembno, kako so stvari napisane, ne kaj je bilo v resnici narejeno. V resnici zdaj, recimo pri nas v našem zdravstvenem domu je največja težava zdaj nastala, ko so prišle nove storitve ven, da ni več površinske anestezije. Kar to pri nas recimo najbolj pogosto vprašanje, kaj bomo pa zdaj otrokom dali za puljenje mlečnih zob.
kar je v resnici pogoj, da si sploh poljenje lahko zabeležiš. Če napišeš lokalno anestezijo, ki v resnici nisi dal, si ponaredil kartoteko. Mislim, da je Sergej zelo lepo povedal, da se ne ustvarja doktrine skupaj za stroko. Res je, nobenega pogovora, nobenega sodelovanja ni z varovalnice, z nami, izvajalci. Mi smo tisti, ki moramo pacientom vse razlagati, čeprav je to njihova naloga. Mi nismo agenti za zavarovalnico. Imajo nas dobesedno za agente, izvajalce in ne cenijo našega dela. Hkrati bi zdaj se obdelali smo belo zalivko, protetiko, ampak vsi vemo, da pravice se večajo. Kaj pa čakalne dobe? Vemo, da v istem času tega ne bomo mogli narediti. Vsak 4. Slovenci je že brez izbranega zobozdravnika. Kaj vidite rešitev tega zobozdravstvenega sistema? Kje jo vi vidite? Ja, meni se zdi, da je največji greh tukaj le ZZZS. In če se to reformira, to se pravi, da ni več ZZZS monopolist, da se da marsikaj spremeniti. Da bi res, tako kot se skozi govori, denar naj sledi pacientu. Mislim, naj pacient si izbere izvajalca od svoje zavarovalnice, naj zve, koliko mu bo povrnila, mi se pa ukvarjamo s stroko. In to v bistvu že laufa, samo da to pri tistih pacientih, ki grejo v Zagreb. Oni v Zagreb grejo lahko, pa bojo dobili vse povrnjeno, pa hrvaški zobozdravniki bodo naredili svojo stroko, izdali račun in potem se pacient tukaj naprej meni zavarovalnico. In meni je to, da se to dogaja, da grejo lahko na Hrvaško, ne moramo pa tega v Sloveniji narediti, meni je to izdajstvo. Res se počutim. Bizarno, škandalozno. Ker tudi kakšna kolegica reče, jaz mu rečem, ali bo šel zob ven, ali pa naj gre na Indo v Zagreb. Jaz tega res ne morem. Zato, ker sem Slovenka, ne morem. Pa saj mislim, da ni problem samo v tem, da smo Slovenci pa to. Ampak dejansko pacienti nam zaupajo. Kadar imamo v Sloveniji, znanje imamo v Sloveniji. Mislim, kje je tukaj point te države, da zdaj to izvažamo? Denar, pacienti grejo ven, kaj bo naslednji korak, da gremo še mi zobozdravniki ven? Da še znanje damo na Hrvaško, ali pa v Italijo, ali pa v Avstrijo. Pa ti odpreti ordinacijo. Pa še lep zrak bo, morski zrak, bomo vsi zdravi, lepa koža. In fakture izdajali, zavarovalnica bo krila tisto, kar bo krila. To se pravi, podružnico odpremo. Ja. V bistvu na koncu ugotavljamo, da res postajamo vse druge, samo zobozdravniki, ne. Ekonomisti, pravniki, čeprav izbrali smo si poklic, da smo zobozdravniki, da naredimo en tak lep nasmeh pacientu. Sistem, smo rekli, odpremo. Sergej, si istega mnenja, odprt sistem za vse. Ja, seveda, dajmo se ukvarjati, dajmo se pogovarjati, ko se naslednjič dobimo od novih materialih, ker zdaj se cela revolucija dogaja v zobozdravstvu. Zobozdravstvo 20 let nazaj pa sedaj je čist drugi poklic. Imamo skenerje, imamo 3D, imamo CAD/CAM tehniko, jaz sem res srečen, kadar lahko izdelamo nek izdelek, primerjava danes pa 20 let nazaj, cirkonija keramika, transparenca, nasmehi. Imamo fenomenalne preventivne načine vzdrževanja nasmeha. Zdaj dejansko, tako kot sem rekel enkrat, že človek do 80 let ima lahko svoje zobe, ne samo svoje, lahko ima lep nasmeh, belo, rdečo estetiko. Eno lepo obdobje je zdaj v zobozdravstvu, ki enostavno ZZZS temu ne sledi in nas duši svojimi več desetletnimi pravilniki, ki niso spremenjeni iz katerega leta 78, 79. In tudi v zdravstvenem domu bi lahko podobno potekalo vse in vsi bili zadovoljni in srečni in zdaj to je eno samo mlatenje prazne slame in porivanje problemov po tepih in na naš račun.
Žalostno je, da o stroki sploh nismo spregovorili, ne utegnemo spregovoriti. Je pa res eno krasno obdobje pred nami, trenutno, ko dejansko lahko nudiš fenomenalen servis. In mi imamo dovolj strokovnjakov. Fenomenalne endodonte imamo jih veliko. Zakaj ne bi vsi imeli koncesijo? Mislim, da jih je 16. Vsi ne rabimo koncesije, če je odprt sistem, nekončno denar sledi pacientu. Vsak državljan, ki plačuje v blagajno, ima pravico do storitve in do nekega povračila. Zdaj, verjetno, če pogledamo sosednje države, smo bolj kot ne ena edinih držav, ki imamo toliko pravic. Oziroma, jaz bom še drugače rekla, Romana, ti si parodontologinja. Ali dejansko s temi pravicami, ko pacienti bodo dobili vse prevleke, res mi spodbujamo preventivo, zavarovalnica spodbuja preventivo in si želi, da bi pacienti sami več naredili zase, kajti danes bojo vse dobili in se vemo, easy come, easy go. A bo to tudi pri zobeh in zdravo? Prej sem se že hotela umešati, ki je Mojca rekla, kje vidi v resnici rešitev tega sistema, da čisto popolnoma nič več nismo naravnani v preventivo. Da pri nas v resnici preventiva izredno slabo cenjena, parodontološke storitve zelo slabo vrednotene. Da jaz, ko nekomu pač rečem, glej, jaz si za prvi pregled pacienta s poukom ustni higieni vzamem 1 uro, pa mi za to plačajo približno 18 €, vsi gledajo, da v resnici znanje ni cenjeno. Cenjena je samo tisti lep nasmešek in da na ta način damo v resnici vedeti, da bomo mi plačali kurativo, ne preventive. Jaz bi te popravil, ne lep nasmešek, ampak funkcionalen nasmešek, oni želijo. Ni prioriteta lep nasmešek. In prej sem glih hotela reči, ko si izpostavil, da smo sposobni stvari narediti, da je novo obdobje, res, ko vidiš. Sem rekla, točno to sem se spomnila, ko greš na izobraževanje v tujino, prideš nazaj, poln želja, to sem pa jaz videl, to jaz lahko delam. Kje to mi zdaj imamo? Sej to ne morem jaz delati na zavarovalnico. Torej pomeni, v javnem zavodu nam to vse izpade ven. Pomeni, da res destimuliraš zaposlene, ki imajo ideje, ki pridejo pa reče, sem pa to videl. V celi mreži, kajti doplačil ni. Zdaj so dobesedno določili, kaj lahko delamo. Tako. Pacient je postavljen pred dejstvo, ali to, ali samo plačniško. Ja. In kaj bo pacient profitiral, najkvalitetnejših storitev ne mogo dobiti? Za konec. Kaj je tisto, kar vas sploh še drži, da ste zobozdravniki, ob tem, da ste že napol ekonomisti in pravniki? Mojca? Jaz zdaj računam, da bom malenkost se razbremenila vseh teh papirologije. Drugače pa še vedno je veliko zadovoljnih in hvaležnih pacientov. In tisti, ki pride, ki vidiš, da je vesel, da si ga res usrečil z eno svojo dobro storitvijo, veliko poplača. Tako da še vedno imamo spodbude tudi s strani pacientov. Romana, ja, absolutno se strinjam z Mojco, s tem, da jaz delam še na fakulteti, kar pomeni, da je meni pa želja tudi pomagati pri izobraževanju novih zobozdravnikov, novega kadra in da v resnici je najlepše, ko ti pacient reče, kako je fajn k vam prideti, me končno ni več strah, ko pozabiš, da je pacient, ki je prvič prišel, komaj prestopil tvoj prag, zdaj pa pride z veseljem. To je tisto v resnici, kar mene še drži v javnem zavodu. Sergej? Saj smo že enkrat rekli, zobozdravnik biti je poslanstvo. Ja. Ni poklic. 20 let delaš, vidiš, kako otroci rastejo tvojih pacientov, postanejo tvoji pacienti, gledaš, kako se starajo ljudje s tabo, dozorevajo, doživljajo srečo, tragedijo, ti z njimi rasteš in doživljaš jih globoko. Ne? In to je več kot poklic. In satisfakcija je ogromno in enkrat, ko to začutiš, neko srečo, jaz se spomnim enega gospoda, ki ni imel za nas dosti enostaven izdelek, totalne proteze, ki smo na vse, ki se je zjokal, ki končno se lahko nasmejo, ki končno lahko jedu.
In pol res dobiš to satisfakcijo, da si za nekoga naredil. No. In žal, treba je to stroko zobozdravstvo vrniti zobozdravnikom, ne pa nekim birokratom, ki ti določajo, kaj je prav in kaj ne. S tem bi se jaz zahvalila in dodala mogoče še malo zadnjo misel. Res je, biti zobozdravnik ni samo poklic, je poslanstvo. In če vlada misli, da bo za kaznimi, za ustrahovanjem dosegla to, da bomo dosegli cilj, da pri 80 letih bojo imeli ljudje 20 zob, na tak način ne. Ampak mi še vseeno smo zobozdravniki, delamo na smeh. In vrline, s katerimi smo prišli do tega poklica, vztrajnost, spoštljivost, nas bojo peljale tudi naprej. Hvala. Hvala.